Pozdravljeni. Marsikoga izmed vas je razburil posnetek, ko smo na veliki nagradi Azerbajdžana videli, kako se pomožni profil zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja pri McLarenu upogiba. A danes si bomo pogledali, ali je legalno, zakaj pravzaprav gre in kolikšna naj bi bila prednost. Zopet smo na tistem področju, ki je meni osebno malce manj všeč. Govora bo o domnevnih kršitvah tehničnega pravilnika, o teorijah zarot ter podobno. Verjetno vam je znano, da imam sam raje malce bolj poglobljeno razmišljanje, ki ima neko argumentacijo in kjer skušam razumeti, zakaj gre. Mnogokrat se zgodi, da v raznih medijih naletimo na dokaze, ki niso nič drugega kot histerično ponavljanje tistega, kar so avtorji dobili na nekih tretjih, morda večini izmed nas tudi neznanih virih. Ampak tu je najprej treba povedati, da se pomožni profil pri McLarenu upogiba. Videli smo lahko to na posnetkih kamere, ki je kazala zadek bolida Oskarja Piastrija, in lepo je bilo razvidno, kako sta se tista prednja vogala na pomožnem profilu pomaknila navzdol. Ampak tu je treba poudariti nekaj. Najprej bomo skušali ugotoviti, ali je McLaren MCN 38 bil izven tistega, kar določa tehnični pravilnik Formule 1, in govorimo o aktualnih pravilih. Drugič, gre sploh za nek mini DRS, kot ga, po mojem mnenju, pavšalno imenujejo mnogi. In tretjič, kolikšna naj bi bila ta prednost. Tu je treba poudariti, da v tehničnem pravilniku Formule 1 je točno zapisano, kako se meri vse elemente zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, kar se tiče upogibanja le-teh točno določenih elementov. Govorimo o nosilcu, govorimo o glavnem profilu, govorimo o pomožnem profilu, govorimo o bočnih ploščah. Vse to lahko vidite pri strani, kjer sem vam lepo pokazal tiste teste, katerim morajo biti podvrženi elementi. In gre za statični preizkus. Torej, ko je bolid v mirovanju, pridejo tehnični delegati in obremenijo določen element z seveda predpisano silo ter merijo, koliko je upognjen. Seveda, če je preveč upognjen, več od tistega, kar je dovoljeno, sledi diskvalifikacija. A v svetu Formule 1 ne prihaja do nekega misterioznega zatiskanja oči in dovoljevanja raznih kršitev. Joe Bauer in njegovi sodelavci so izjemno striktni. In verjetno marsikomu tudi ni znano, da po koncu same dirke za veliko nagrado so bolidi še zmeraj pod režimom Parc Fermé. In v režimu Parc Fermé po končani dirki Bauer ter njegovi sodelavci žrebajo ter pregledajo naključno nekatera vozila. In tu lahko pride, na primer, kot se je zgodilo Georgeu Russellu, da ugotovijo, da njegova masa ni bila tista predpisana in tako je sledila diskvalifikacija, na primer, na veliki nagradi Belgije. Nekateri bodo dejali, saj hočejo McLarenu pomagati, da bodo osvojili naslov svetovnega prvaka. Ampak, če pogledamo uradni dokument tehničnega delegata, bomo videli, da v nadaljevanju so, kar se tiče zadnjega
aerodinamičnega stabilizatorja in fleksibilnosti določenih delov pogledali 3 bolide. Tistega številko 1, tistega številko 4 in onega številko 50. Preverili so, kako so bili fleksibilni elementi na bolidu Maxa Verstappena, Landa Norrisa in Ollija Bearmana. Pri tem preverjanju so bili prisotni člani vseh 3 ekip istočasno. In tu bi bilo dovolj, da bi, na primer, kakšen član Red Bulla postavil vprašanje. Namreč, Formula 1 je džentelmenski šport, kjer nastopajoči pazijo, da se spoštujejo pravila. In verjetno, če ste videli vi na televiziji, da se pomožni profil na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju samega Piastrija upogiba, so to zapazili brez skrbi tudi pri Red Bullu ali Haasu. Ampak vprašanj ni bilo. Verjetno zato, ker tisti preizkus, kateremu mora biti podvržen ta element, je za vse 3 bil opravljen uspešno. In seveda, kar piše v tehničnem pravilniku, je ono, kar se gleda. Če se zgodi karkoli drugega, je dovoljeno. Svet Formula 1 deluje na tem principu, da kar ni izrecno prepovedano, je seveda dovoljeno, zato imamo razvoj, zato imamo nove ideje. Drugače bi bil v tehničnem smislu verjetno tudi pravi dolgčas. Ampak sedaj smo nekako ugotovili, da je bil tudi McLaren čisto legalen in skladen s tistim, kar pišejo pravila. In brez teorij, da je imel, na primer, Lando Norris drugačen zadnji aerodinamični stabilizator kot Oscar Piastri. Konec koncev niti na veliki nagradi Azerbajdžana ni bilo kakšnih tehničnih sprememb pri tej ekipi. Torej je element, ki je v navednicah sporen, prisoten na bolidih iz ekipe iz Wokinga, kar že nekaj dirk. A pojdimo naprej na vprašanje, ki se meni osebno zdi bolj zanimivo. Ali v resnici gre za nek mini DRS, kot mnogi trdijo? Namreč sistem DRS, ko bolid dvigne ta pomožni profil, deluje v 2 načinih. Prvič, zmanjšanje čelne površine. Ker se pomožni profil postavi vodoravno, se tudi čelna površina bolida zmanjša in tu pride do redukcije samega zračnega upora. Ampak po drugi strani se zgodi nekaj bolj bistvenega. Namreč s tem, ko se dvigne profil, se tudi spremeni tok, ki ga nekako izrablja zadnji aerodinamični stabilizator. Zračni tok, ki potuje nad glavnim profilom, se nato usmeri za pomožnega. Vkolikor se kdo izmed vas spomni sistema FDAC, naprimer pri McLarenu, je ta deloval na podobnem principu, da so povišali končno hitrost, so imeli tisti sistem, da je voznik z roko zaprl nek dovod hladilnega zraka, ta je bil potem usmerjen dobesedno za pomožni profil zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, tam je zvrtinčil zrak in tako porušil tisti linearni zračni tok, kar je seveda izničilo Bernoullijevo enačbo. Niso imeli več aerodinamičnega oprema, ker ga niso rabili, naravnili, ampak tudi znižali so upor. Videli smo nekaj zanimivega. Najprej, da tista prednja vogala sta se zavihala navzgor. In nekateri so trdili, da se je tako povečala reža in tu naj bi bila prednost McLarena. Prvič, s tem, ko so se vogala zavihala navzgor, se je povečal zračni upor. Namreč ta 2 štrleča vogala sta bila ostra robova, okrog katerih se zrak vrtinči. Po drugi strani, zakaj je prišlo do te spremembe oblike?
je mogoče zračni tok z veliko energije tisti, ki je prihajal po zgornjem delu glavnega profila, nekako privzdignil vso strukturo in morda tudi zadnji konec malce znižal navzdol. V vsakem primeru se moramo zavedati, da za pomožnim aerodinamičnim profilom na samem zadnjem stabilizatorju ni prišlo do pretrganja tistega zračnega toka, ki nekako tvori enačbo. In tu seveda se sedaj lahko začnemo spraševati, kaj pravzaprav to pomeni. Seveda mnogi trdijo, brez da bi se poglobili v zadeve, da je McLaren pridobil končno hitrost približno 3 km/h, samo s tem, ker je zavihal tista dva vogala navzgor. Ampak, če upoštevamo, da uporaba sistema DRS pomeni približno pavšalno 20 km/h višjo končno hitrost, se mi zdi malce čudno. Še posebej, ker gre za bistveno večjo špranjo. In če smo tu iskreni, mnoge druge ekipe imajo na pomožnem profilu tista dva vogala malce privzdignjena, ne bom govoril zavihana navzgor. Ampak spusti se tudi zadnji rob, kot je nekdo pravilno ugotovil. In govorilo se je o tem, da je praktično Oscar Piastri s tem na ravnini, ko ni imel sistema DRS, dobil tolikšno prednost, da se je lahko obranil pred Charlesom Leclercem, ki je imel možnosti uporabe DRS-a, ampak ni imel dovolj končne hitrosti. Poglejmo si najprej številke. Seveda, viri se ne strinjajo vedno med seboj. Ampak tu lahko vidimo, da naprimer z zaprtim sistemom DRS je imel Oscar Piastri res 3 km/h višjo končno hitrost. Ampak Charles Leclerc, ko je lahko uporabil seveda svoj sistem DRS, je še zmeraj imel približno 20 km/h višjo končno hitrost. In kljub vsemu ni prišel mimo Oscarja Piastra. A ni važno. Pri McLarenu so sleparili in zato Ferrari ni prišel na prvo mesto. A to menim, da nekdo, in govorim o avtorjih raznih takih fotografij, manipulira z nami. Treba je pogledati malce širšo sliko. Namreč, Oscar Piastri je res imel višjo končno hitrost z zaprtim sistemom DRS kot Charles Leclerc. Ampak, če pogledamo vse nastopajoče na tisti dirki, bomo kaj hitro ugotovili, da Oscar Piastri ni imel izstopajoče končne hitrosti med vsemi 20. Ampak je bil Charles Leclerc tisti, ki je imel prekleto nizko končno hitrost brez uporabe sistema DRS. Torej, če to upogibanje tega pomožnega profila da kakšno prednost, je ta, vsaj po številkah, ki jih vidimo, izjemno majhna. A tu bom marsikaterega ljubitelja zarot verjetno razočaran. Obstajajo tudi avtorji, obstajajo tudi viri, ki so malce bolj temeljiti. In nekateri so si dovolili zadeve pogledati malce globlje. Ugotovili so, da pomožni profil na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju se upogiba pri McLarenu, verjetno malce več kot pri ostalih. Ampak upognjen je tudi pri Ferrariju. In vidimo lahko, da naprimer pri Red Bullu se ne upogiba toliko. Ugotovili smo, da zadeva je legalna. Le da so pri McLarenu zadeve opravili boljše kot Ferrarijo. Ampak, če je nelegalen McLaren,
je nelegalen tudi Ferrari in seveda na koncu tudi sam Red Bull. Čeprav vidimo, da tu kakšne prednosti niso pridobili. Tako da, preden začnemo z raznimi teorijami zarote, se je potrebno v zadeve malce poglobiti. Kot smo govorili pri tistem prispevku, kjer je sledila malce bolj podrobna analiza tistega zavornega sistema pri samem Red Bullu. Na koncu smo ugotovili, da že za srednješolsko fiziko lahko razumemo, da tisti sistem ne more delovati in zgodba je dokaj hitro potihnila. Sedaj je verjetno čas za novo. Ampak dvomim, da bomo na takšni osnovi prišli do nekega jedra. Mnogokrat sem dejal, da v svetu motošporta velja pravilo, da tisti, ki ne slepari, se običajno ne trudi dovolj. Ampak v tem svetu znajo malce bolj upogibati pravila in seveda tudi na tak način, da mi od doma na televizijskih sprejemnikih tega ne bomo tako zlahka opazili. Če se bo že kaj takega zgodilo, bo vse v mejah onega, kar je dovoljeno. In to, kar smo videli, je znotraj takšnih mej. Če bo FIA ukrepala, in govorim na tisti del v tehničnem pravilniku, se bo to zgodilo seveda po sezoni 2024. Tokrat, podobno kot seveda pri mnogih drugih sistemih, morajo počakati do zadnje dirke. A videli smo, da so nekateri praktično iz nič ustvarili neko zgodbo, ki pa po tehtnem razmisleku nima osnov. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.